Koprčani so po nekaj slabih tekmah in slabih rezultatih vendarle zmagali v prejšnjem krogu doma proti Krškemu 4:0 in nadgradili dobro igro iz prejšnjih dvobojev. Tokrat pa so gostovali pri zadnjeuvrščeni ekipi Celja. Prva akcija za goste, poskušal je Memola, Kotnik je žogo izbil v kot. Prva akcija tudi Koprčanov, najprej je prišel do strela Miškič in kot za Celje, po kotu pa še Sorija z glavo in tokrat še enkrat brez težav za Vasjo Simčiča. Celjani še enkrat nevarni, podal je tokrat Esteveš, Firer pa je streljal proti vratom, a zatresel le zunanji del mreže in ostala je pri začetnem rezultatu. Potem pa akcija Koprčanov po dobre pol ure igre, priložnost za strelo daleč in Štulac je meril, žoga je spremenila smer in potem še nekoliko nerodna reakcija Matica Kotnika, ki je žogo spustil v mrežo za prednost Kopra in 1:0 za Kanarčke. Drugi gol Štulca v letošnji sezoni. V zadnji akciji prvega polčasa v sodniškem podaljšku pa še priložnost za protinapad Celja. Ahmedi je podal pred vrata, kjer je bil tokrat Ivan Firer, a na koncu je streljal točno v naročje vratarja Vasje Simčiča. Drugi polčas in prva akcija je pripadla gostom. Takole je Kotnik žogo izboksal, ampak le do Škerjanca, ki je poskušal z lobom, na golovi črti pa je zadetek preprečil Krajcer. Nova kombinacija za Primorce, to je bila dolga akcija Koprčanov in podaja pred vrata. Štulac pa je prišel do strela iz 16 metrov in takole je meril, ampak točno v naročje domačega vratarja. Na polovici drugega polčasa priložnost Celjanov, poskus daleč, nekoliko previsoko, žoga je zletela čez vrata Simčiča in potem še tale izjemna obramba Simčiča, ki je rešil situacijo. Miškič je streljal z glavo, ostala je pri prednosti Kopra. Protinapad za goste in priložnost za povišanje prednosti. Štromajer je meril, Kotnik je žogo odbil v kot in nato še do konca tekme nekaj napadov nogometašev Celja. Balon je meril škaricami, a tokrat je zgrešil koprska vrata. V zadnji minuti rednega dela še strel Sprema, brez težav Vasja Simčič in potem še tista res zadnja akcija tekme, 94. minuta, lepa kombinacija, Đurković pa je obmeril oddaleč in z nekaj sreče premagal še vratarja Simčiča za izenačenje na 1:1. Đurković je zabil gol v sodniškem podaljšku in Celjanom prinesel točko, zlata vredno točko, in po dolgem času je celjska ekipa dala gol v mrežo nasprotnika. Dolgih 5 tekem Celjani gola niso dali, tokrat pa so z golom v samem finišu dosegli pomembno točko v boju za obstanek v ligi in morda za nekoliko okrepitev samozavesti. Ja, moram priznati, da tudi nam se je končno nasmehnila sreča, da smo zadeli v zadnji minuti, vendar vrnil bi se na začetek. Mislim, da smo prvi polčas preveč obrambno igrali, odgovornost tukaj tudi prevzemam nase. Po prijetem zadetku pa smo enostavno šli v napad. Mislim, da smo res zelo dobro igrali drugi polčas in na koncu povsem zasluženo izenačili. Ja, strinjam se z vami, nismo ponovili mogoče igre iz Domžal, mogoče iz Zavrča, mogoče še zadnjo tekmo doma proti Krškem. Nismo imeli toliko svežine, imeli smo pa nekatere kontre, ker bi jih lahko drugače speljali, realizirali, imeli smo neke pol šanse, vendar igralci še vedno nekako brzopleto smo to speljali vse skupaj in na koncu enostavno smo hoteli čuvati ta rezultat 1:0, kar na našo žalost ni nam uspelo in dobili pač ta zadetek v 94. minuti.